Lepo pozdravljeni. V okviru participativnega proračuna občine Krško so občani v lanskem letu izglasovali nabavo defibrilatorja za območje krajevne skupnosti Zdole. Prejšnji teden so novo pridobitev tudi uradno predali namenu. Poglejmo. Pri srčnem zastoju je ključna takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, ko moramo pomagati posamezniku s srčnim zastojem, poznamo temeljne postopke oživljanja. Prav tako je pomembno, da vemo, kje se nahaja najbližji defibrilator, s katerim lahko rešimo življenje. V krajevni skupnosti Zdole se zdaj nahajata dva. Za krajane je pridobitev še enega defibrilatorja, enega že imamo na obstoječem objektu, v katerem se sedaj nahajamo, še ena dodatna zmogljivost v primeru, če ga se pride trenutek, ki se ga potrebuje. Ta defibrilator bo lociran v bistvu izven centra, tle zdolj v vasi Šapole. V okviru participativnega proračuna je predlog zanj podal Mitja Omerzel. Z tega vidika, ker ta vas je zelo oddaljena od samega središča oziroma do dostopa do defibrilatorja, tako da bi s tem pripomogli drugim tudi recimo, da se kaj pomaga ali pa da čim prej stvari stečejo, kakorkoli, da pridemo do najboljšega rezultata, kar se tiče tega. Te defibrilatorji so namenjeni za širšo uporabo oziroma s tem pokrivamo odročna področja v občini Krško, tista področja, katera so odmaknjena od zdravstvenih ustanov in bo služilo za eventualno pomoč potrebnim v takih primerih. Če defibrilator ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v 3 do 5 minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja za več kot 50%. Prav zato imamo prav vsi, ki se srečamo s posameznikom s srčnim zastojem, ključno vlogo pri njegovem preživetju, je ob predaji defibrilatorja poudaril podžupan Grahovac. Novega so v okviru participativnega proračuna pridobili tudi v krajevni skupnosti Koprivnica. Temi dvemi defibrilatorji bo v občini Krško postavljeni 28 defibrilatorjev že. To se že izvaja kar enih par let, tako da vsako leto se nadgrajuje, dopolnjuje po pobudah občanov, krajevnih skupnosti. Same občine kot take se iščejo te lokacije in se pokrivajo področja, katera niso pokrita. Pregledna karta s podatki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Krško je na voljo na spletni strani občine. Mladinski center Krško je na gradu Reichenburg pripravil začetno konferenco projekta Mladi v praksi. Namen projekta, ki ga izvajajo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom in z mladinskim centrom Biti iz Črnomlja, je mlade opolnomočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov bodo udeleženci usposabljanj spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili znanji za učinkovito nastopanje na trgu dela. Mladinski center Krško je s konzorcijskima partnerjema Celjski mladinski center in Mladinski center Biti iz Črnomlja pričel s projektom Mladi v praksi. Za ta namen smo pridobili sredstva v višini 178.000 evrov. To so evropska sredstva iz socialnega sklada, ki so deljena v razmerju 80-20 evropska in slovenski del. S tem projektom Mladi v praksi MVP pa želimo pridobiti 40 mladih, brezposelnih, ki se bodo vključili v projekt, šli skozi 200-urno usposabljanje z različnimi delavnicami neformalnega izobraževanja in na koncu pridobili kompetence, s katerim bodo nastopili na trgu delovne sile in od teh 40 naj bi se 26 oseb zaposlilo. Usposabljanje že poteka. Trenutno je v Krškem vključenih 9 udeležencev. Najprej so začeli z javnim nastopanjem, zdaj trenutno poteka nevrologistično programiranje, potem pa bojo sledile še ostale delavnice. Zdaj smo malo pohiteli, zato ker nas je ta koronavirus malo omejil pri naši izvedbi in smo se potem odločili, da še pred poletjem dokončamo to delavnico. Tekom prvega tedna smo se predvsem ukvarjali z nekimi osnovnimi elementi javnega nastopanja in z tem, kako postati dober govorec, predvsem z namenom, da mlade pripravljamo na te razgovore, ki jih čakajo, pa v bistvu tudi na bodoče predstavitve v življenju, ko jih bodo imeli. Tako da v bistvu to predelujemo na en tak poseben način, se pravi skozi neformalne metode, v čim večjem obsegu na tak način, da udeleženci preizkušajo vaje in da se potem o teh stvareh pogovarjamo. Tako da nek tak princip delovanja imamo, learning by doing.
Cilj je torej, da se mladi usposobijo za učinkovito nastopanje na trgu dela. Želimo si pa tudi mreženja z delodajalci, da se bodo spoznavali med sabo, ker je nek drug način, ko se tudi delodajalci sami predstavijo svojo poklicno pot, kako so oni prišli do tega delovnega mesta, ki ga danes upravljajo, se z njimi udeleženci tudi poistovetijo, se na tak način spoznajo in mogoče se spletajo kakšne nove niti in mogoče nove zaposlitve. Razlogi za vključitev so pri vsakemu udeležencu drugačni. Anja Krušnik-Crinski si je zaželela spremembe poklicne poti. Bila sem do zdaj dramaturginja, večinoma sem delala v Mestnem gledališču ljubljanskem. Letos pa sem nekako, ker smo tudi ustanovili kulturno-umetniško društvo Mokriške vrane in sem znotraj tega predsednica in sem ugotovila, da v bistvu uživam v organizaciji in uživam v vodenju in uživam v oblikovanju različnih nalog in različnih projektov, da sem si v bistvu želela biti nekako bolj samostojna. Tudi tekom dela mojega v gledališču so me začele zanimati druge stvari, ker sem delala z vrhunskimi PR-ovci, me je začelo tudi to med drugim zanimati, tako da se tudi v društvu temu posvečam, tako da ja, druge stvari enostavno. In kakšna so pričakovanja? Ja, zaenkrat bom rekla tako, glede na to, da se vrhunsko odvija, so pričakovanja zdaj precej visoka. Itak pač na koncu si vsi večinoma želimo zaposlitev, ampak mislim, da pa pridobivamo toliko na tej samozavesti, da se bomo počasi tudi nekako našli v tem, kar si resnično želimo in da ne delamo nečesa, da smo samo zadovoljni s tem, z določeno službo, ampak da dejansko tudi v njej uživamo in imamo mi nekaj od tega, ne pa samo zaradi plača, ki jo dobivamo in pokrivanja položnic. V letošnjem letu se bodo izvajale usposabljanja v Krškem, Celju in Črnomlju. V letu 2021 pa bodo ponovili usposabljanje v Krškem in Celju. Mestni muzej Krško, ki deluje kot enota kulturnega doma Krško, obeležuje 10-letnico delovanja. Pred 10 leti je ob slovesnem odprtju obnovljenega Valvazorjevega kompleksa in vzpostavitvijo mestnega muzeja pod okrilje kulturnega doma prišla tudi Galerija Krško. Okrogle obletnice zaradi epidemije novega koronavirusa niso mogli obeležiti na način, kot so si zamislili ob pripravi letnega delovnega načrta. 10-letnico so namreč želeli obeležiti v muzeju. Načrtovali so pogovor o vlogi muzeja v sodobnem svetu z nekdanjo predsednico slovenskega odbora IKOM, doktorico Tanjo Roženbergar. Ta pogovor bomo seveda izvedli ob eni drugi priložnosti, zagotovo ga pa bomo. In s tem smo želeli pravzaprav pokazati na to, kakšen pomen imajo muzeji v današnjem času. Muzeji že dolgo niso več samo statične ustanove, ki zbirajo predmete in jih nato predstavljajo v svojih razstavnih programih, ampak so danes zelo dinamični prostori. Prostori, ki veliko komunicirajo s svojimi okolji. In naš muzej, seveda, ki je bil ustanovljen zato, da predstavlja mesto Krško in prostor občine Krško, največ komunicira seveda s tem prostorom, se pravi s prebivalci mesta in občine in tudi v sodelovanju z njimi pripravljamo tudi muzejske razstave. En tak zelo nazoren primer takega dobrega sodelovanja je seveda razstava 80. so bila leta v Krškem, katere katalog je izšel v začetku letošnjega leta in smo ga hoteli tudi predstaviti ravno v tem času, da bi ujeli tudi 10-letnico muzeja in zaenkrat je seveda ta katalog sicer že naprodaj, ampak predstavitve svoje pa še nekako ni doživel v tem času, ko smo bili tako omejeni z nekimi javnimi dogodki. Ravno omenjena razstava je zelo vzpodbudila prebivalce. Opažamo boljši odziv pri razmišljanju o tem, kaj početi s vsemi temi predmeti, s katerimi ljudje živimo, ko nekako grejo v preteklost. In seveda se marsikdo spomni tudi, da jih prinese v muzej, da nas povpraša, ali so predmeti zanimivi in če jih prepoznamo kot take, če vidimo, na kak način jih bomo lahko uvrščale v naše raziskave in potem tudi seveda v naše razstave jih z veseljem sprejmemo. Mestni muzej Krško je v svojih 10 letih prehodil bogato pot.
Vzpostavljene so bile stalne razstave, zvrstilo se je kar precej tudi občasnih razstav in na ta način smo seveda nekako v tem okviru, ki je zastavljen, ki je tudi naš strateški cilj, da predstavljamo Krško in Krčane. To je tudi neka naša vizija za bodočnost, ko si želimo predstaviti v eni taki strnjeni muzejski stalni razstavi preteklost mesta od teh začetkov, še bom rekla v starejših časovnih obdobjih, pa vse do današnjega časa, da nekako ujamemo tudi utrip ali pa neke konture mesta Krško danes. Muzejsko gradivo je predstavljeno na nekaterih stalnih razstavah. Najpomembnejša je zagotovo razstava, ki predstavlja fond Vladimirja Štovička. Vedno ga izpostavljamo zaradi tega, ker muzej hrani predmete skozi njegovo umetniško delo, njegov umetniški fond, skozi katerega lahko tega avtorja, ki je celo svoje življenje ali pa ta čas po študiju preživel tu v Krškem in seveda v tem prostoru in iz tega prostora tudi ustvarjal. Ravno v tem času, ko poteka ta pogovor, se zgori v razstavišču pripravlja nova postavitev pogleda, 4. pogled v Štovičkov depo. Stalnica so seveda Valvazor, Josipina Hočevar, prvi krški borci, pogled v Krško v 18. stoletju. In ob teh stalnih razstavah potem nek takt dodajajo občasne razstave. Trenutno imamo v muzeju 80, sem že omenila, pa seveda še gostujočo razstavo iz Posavskega muzeja Brežice, ki predstavlja zakonca Stiplovšek in njun prispevek k razvoju muzealstva tu pri nas v Posavju. Občasne razstave, ki jih velikokrat pripravljajo v sodelovanju z drugimi ustanovami, so zelo pomembne, poudarja Rožmanova. Zaradi tega, ker na ta način mi pritegnemo v naše okolje ali pristojne muzeje, se pravi regionalne muzeje, Posavski muzej Brežice recimo, ali pa druge regionalne muzeje, kot je recimo Muzej novejše zgodovine Celje, s katerim smo v preteklih letih dobro sodelovali, ali pa nacionalne muzejske ustanove. Muzej novejše zgodovine Slovenije recimo, pa potem Slovenski šolski muzej in pa Slovenski etnografski muzej, s katerimi smo tudi že izvajali del razstavnega programa tu pri nas v Mestnem muzeju Krško. Veseli so, če dobijo kakšno priložnost za gostovanje. Ivana Lapajneta smo tako predstavljali v Slovenskem šolskem muzeju in pa z dr. Mihajlom Rostoharjem smo se predstavljali tudi v tujini, na Karlovi univerzi v Pragi in pa potem seveda še na Masarikovi univerzi v Brnu, kjer je na obeh univerzah je on seveda tudi deloval. In pa z Rostoharjem smo se vključili tudi v 100. obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani in ga predstavili na Filozofski fakulteti. To je bilo v lanskem letu, kjer je seveda tudi njegov pomemben pečat, ki ga je pustil za ustanovitvijo oddelka za psihologijo leta 1950. V poklon 10. obletnici je sicer pripravljen celotni letošnji muzejski program. Nuklearna elektrarna Krško je v maju proizvedla 540 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje slabih 514 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,7% večja od načrtovane, ki je bila 510 tisoč megavatnih ur. Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati, pravijo v Nuklearni elektrarni Krško. Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v maju segrevala povprečno za 2,5 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 4,992 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Prejšnji teden je svoja vrata znova odprla svetovalna pisarna projekta Varuj vodo. Ob tem prosijo za predhodno najavo obiska. Brezplačna pisarna za male komunalne čistilne naprave je z začetkom junija znova odprta. Pri nas dobite informacije o izbiri, nakupu, vzdrževanju in sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Urnik svetovalne pisarne je objavljen na spletni strani varujvodo.si, na spletnih straneh posavskih komunalnih podjetij in na Ansat TV. Uporabnike pa prosimo, da se za termin svetovanja predhodno najavijo.
Najavite se lahko bodisi po telefonu, bodisi po elektronski pošti. Svetovalna pisarna je namenjena prebivalcem, ki živijo na območju razpršene gradnje, torej tam, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije in si morajo sami zagotoviti neko ustrezno odvajanje in čiščenje, torej s pomočjo malih komunalnih čistilnih naprav. Brezplačna svetovalna pisarna projekta Varuj vodo sicer deluje v vseh 6 posavskih občinah. Preživljanje časa z glasbo že vrsto let velja za eno bolj priljubljenih obšolskih dejavnosti otrok tudi v Posavju. Trenutno že potekajo vpisi v glasbene šole za prihodnje šolsko leto. Smo pravzaprav pred vpisi v izjemno zahtevnem času, moram reči, ravno zaradi tega covida in se pravi nedelovanja mnogih sfer družbenega življenja, smo tudi mi bili nadaljavo in takrat, ko se v nekem okolju ne pojavljaš, enostavno bi rekel, ugasneš na nek način. Ampak skratka smo se zelo potrudili, da ne bi niti slučajno se odmaknili iz tega družbenega življenja in naši učitelji so za svojimi učenci nadaljavo pripravili eno zanimivo predstavitev glasbene šole, to je en taki 8-9 minutni spot, skozi katerega se razvrstijo vsi ti inštrumenti, ki se pravzaprav pri nas dogajajo. Otroci nekaj povejo, zakaj so se za to odločili, iz katerega časa to vse skupaj izhaja in potem imamo enega zanimivega povezovalca, Boštjan Gorenc Pižama, ki je tudi velik motivator za te mlade ljudi. Nam je ta spot povezal skupaj z znanjem naših učiteljev, je bilo to vse skupaj zmontirano in zapakirano v en taki res lušen izdelek. In s tem spotom smo pravzaprav nagovarjali mlade ljudi, osnovnošolce, vrtečane in drugo zainteresirano javnost naj se nam pridružijo, kajti 20. junija, to je sobota, imamo mi tisti osnovni vpisni dan. Takrat imamo sprejemne izpite, se pravi za vse tiste, ki so stari 7 let in več in bi se učili inštrumenta, petja in tako naprej. In takrat imamo tudi vpise za vse mlajše, 5- in 6-letne otroke, ki se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje. V teh programih pa ni sprejemnih izpitov. Se pravi, ta 20. junij je tisti mejnik. Dobili se bomo pred šolo, v vseh standardih tega časa bomo speljali tisti osnovni sestanek, da nagovorimo starše, da jim predstavimo šolo. Kandidati bodo posamično vstopali, ta sprejemni izpit je pravzaprav ena formalnost. Skratka, in pa apel, katera so pravzaprav naša prosta vpisna mesta, kakšne so naše možnosti, da na glasbeni šoli ne poučujemo samo klavirja in kitare, ampak imamo celo paleto inštrumentov in ravno ta paleta je tako zelo pomembna za kasnejše kulturno in družbeno življenje znotraj orkestrov in tako naprej. Dostikrat se odločajo starši in otroci za individualne inštrumente in jim je potem mogoče žal zaradi tega, ker se ne morejo priključiti godbi, pa ne morejo v simfonični orkester in tako naprej. Tako da poskušamo jim predvsem prikazati vso barvitost našega izobraževanja in jih seznaniti nenazadnje tudi s tem, da mi lahko vpisujemo zgolj toliko otrok, kot jih na posameznem inštrumentu zaključi izobraževanje. In ko jim to predstavimo, pogledamo tudi nekatere njihove značilnosti, motorične, spretnostne, kar se tiče mogoče motorike prstov ali pa določenih značilnosti, ali so že pravi zobki ali še ne. In ko jih na ta način opremimo z določenimi nasveti in se pogovorimo starši, najdemo neko pozicijo za njih znotraj glasbene šole. Belokranjski umetnik Robert Lozar se v galeriji Krško predstavlja z razstavo Praznine in črvine. Zanjo je ustvaril povsem nova dela, ki jih je navdihnila prav notranjščina Krške galerije. Razstava Praznine in črvine Roberta Lozarja je v Krški galeriji prva v letošnjem programskem letu. Robert Lozar se predstavlja s povsem novimi deli, se pravi za razstavo v galeriji Krško.
In motiv teh novih del je notranjščina galerije Krško. Galerijo si je najprej dobro ogledal in jo pofotografiral. In jo potem v bistvu uporabil kot samostojen motiv na nekaterih delih, recimo kot je začetek zidu ali pa modri jezdec. Na nekaterih delih pa je uporabil kot ozadje svojih slik in pred to ozadje umešča fiktivna kiparska dela. Tudi sicer on velikokrat uporablja neke fiktivne ploskve ali linije, zelo barvne, ki jih umešča v neke prazne prostore. Na ta način je ustvaril svojevrstno site-specific delo, ki je v sebi zaokroženo vsebinsko z motiviko galerijskega prostora, v katerem so slike postavljene na ogled, in oblikovno z umestitvijo slik na tista mesta v galeriji, ki so upodobljena na njih. Sicer se ukvarja tudi v svojem slikarstvu se ukvarja z percepcijo, raziskovanjem percepcije prostora in človekovega odnosa do te percepcije in se ukvarja z zelo znanim slikarskim motivom slike v sliki. S svojimi deli se na gledalca tudi obrača s humorno noto, recimo pri naslovih slik, ki v bistvu ne povedo čisto nič o tisti sliki in so v bistvu lahko precej smešni. Poigrava se tudi z gledalcem in dojemanjem njegove percepcije, zato ker te slike na eni strani nas vabijo, da vstopimo vanje, po drugi strani pa, ko stojimo pred njimi, se nam v bistvu izmikajo izpred nas. Odprtje razstave je bilo sprva načrtovano že v marcu, a so ga zaradi razlogov povezanih z epidemijo prestavili na začetek junija. Razstava bo na ogled do 5. julija, nato pa sledi projekt Posmrtna maska Niče, ki jo pripravlja sodelavec Žiga Kump s skupino plesalk in v bistvu on bo naredil konceptualno zasnovo. Mestni muzej Krško bo sodeloval s svojim delom, v bistvu odlitkom Ničejeve posmrtne maske, ki jo hranimo v zbirki Vladimirja Štovička. Tako da to bo v bistvu neke vrste informans, ki se bo ponavljal tedensko po pač predvidenem nekem urniku dogodkov. Omenjeni projekt bodo v Krški galeriji izvedli v septembru, do konca leta pa sledi odprtje še ene razstave. V Krški dvorani v parku pa je na ogled razstava, ki so jo pripravili člani Društva likovnikov Krško oko. Razstavo del, ki so jih ustvarili v času samoizolacije, so naslovili Predah. Dela, ki so predstavljena na tokratni razstavi Društva likovnikov Krško oko, so nastajala v času samoizolacije. Ko je cel svet zastal, ko nismo smeli obiskovati tečajev, delavnice, nismo smeli družiti, nam ta naša kreativna žilica ni dala miru in smo ustvarjali sami doma v samoizolaciji. Pri vsakem članu Društva likovnikov Krško oko je bil odziv na spremembe oziroma stanje malo drugačen. V glavnem noben ni pojamral, da mu je bilo dolgčas, ker vsi nekaj ustvarjamo doma. Tako da nismo nikakor pogrešali samega risanja toliko kot druženja oziroma teh tečajev pod vodstvom mentorjev. Dela je na ogled postavilo 23 članov slikarske sekcije društva. Vsak je razstavljal tisto, kar je v tem času ustvarjal. Naslov je Predah, ravno s tem namenom. Po razstavi se pa vidi, da ima vsak svoj stil, vsak ima svojo tehniko, tako da imamo od tehnike od olja na platno, akril na platno, izrezanka na stiroporju. Po temah pa lahko rečem, da prevladuje krajina, pa tudi abstrakcija, portreti, pa tihožitja. Epidemija novega koronavirusa je sicer društvu prekrižala nekatere načrte. Bile so prekinjene delavnice kiparska pri Dragici Čadež Lapajne. To smo končali potem 21. maja in bo je dela predstavljena tudi tukaj v dvorani v parku. Prekinjen je bil tečaj pri slikarju iz Novega mesta Jožetu Kotarju. Tako da predvidevam, da bomo ta tečaj nadaljevali v jeseni. Moramo se še dogovoriti za termin za razstavo oziroma prostor. Izvedli smo pa malo z zamikom tudi naš tradicionalni extempore. Ponavadi imamo to v začetku maja, potem pa konec maja razstavo. Tako smo slikali na Velikem Trnu 30. maja.
To je extempore, kamor povabimo tudi člane drugih društev. Risalo je 17 članov. Do zadnjega smo predvidevali, da bi lahko do konca junija bila ta razstava v avli kulturnega doma, ker pa tam potekajo gradbena dela, smo se nekako dogovorili, da prestavimo na začetek septembra. Trenutno pa poteka tečaj abstrakcije pri Jerci Šantej. Delamo kolaže, krške kolaže na platno 1x1 dimenzije. Razstava bo predstavljena tukaj v dvorani v parku 16. julija. Razstava Predah je v dvorani v parku na ogled le še do 17. junija. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.